Vem, da znamko Mitsubishi dobro poznate. Ne poznate pa več modela ASX. No, ga poznate. Ampak grem staviti, da zdaj, ko sem vam izdal, da je tule za mano druga generacija, pričakujete nekaj oglatega, nekaj zašiljenega, nekaj, kar pač oblikovno sledi prvi generaciji, ki je bila vedno našpičena kot tile trije diamanti. No, v resnici pa je novi ASX čisto nasprotje. Postal je zaobljen. Linije so tekoče, moderne in ja, tudi zelo znane. Seveda je logično, da si tovarne določene modele delijo in tretjinski lastnik Mitsubishija je Nissan, ta pa je finančno povezan z Renaultom. A vidite logiko? No, seveda je potem naloga proizvajalcev, da avto naredi dovolj zanimiv, da privabi tudi druge kupce in glede na priljubljenost Mitsubishija po svetu, jaz mislim, da to ne bo noben problem. Tudi za naš trg ima kar nekaj asov v rokavu, no ravno ta teden pa se je ASX začel tudi uradno prodajati. Ko sem brskal za informacijami, mi je ena prav padla v oči. Prvo generacijo so doletele kar 4 prenove. Ja, prav ste slišali, 4. Japonci so prvo generacijo začeli proizvajati daljnega leta 2010 in so jo proizvajali do konca lanskega leta. To je v današnjih časih že prava redkost, zato je po vseh kriterijih že napočil čas, ko je treba pač predstaviti nov model. Bom za spremembo začel od zadaj, pri cenah. Novi ASX dobite pri nas s popustom 1000 evrov na financiranje že od 19 850 evrov dalje. Se mi zdi, da danes že dobiš kar težko nov avto pod 20 jurjev, tako da je to kar fajn. Najdražji ASX pa stane prek 30 jurjev, ker ima zmogljiv 160 konjski motor in zelo bogato opremo za segment malih križancev. In točno takšnega imamo tule. In ker toliko moči lahko kroti samo voznik inštruktor z dolgoletnimi izkušnjami in seveda dirkaško licenco, mu z veseljem predam ključe oziroma kartico. A si spet brihtol pil za zajtrk? Ne, Smarty se snedo. Da idite en krog, jaz grem pa nekaj pojest. Samo ne, če je to kaj odprto. Se Smarty se jedo, kaj už da jedo? Je premal, meso hočem! Mitsubishi seveda v svojih osebnih avtomobilih že kar nekaj časa ponuja samo še bencinske motorje in pri novem ASX-u boste lahko izbirali kar med 4. Osnovni je litrski 67 kW, to je 91 konji, močnejši je 1,3 litrski 103 kW, no tale pa je v bistvu še malce močnejši, ravno tako 1,3 litrski, tokrat 116 kW, to je 158 konji, menjalnik pa je 7-stopenjski dvosklopčni. Ta v bistvu že zelo lepo potegne in ga seveda priporočam, boste pa zadovoljni tudi z nekoliko šibkejšim, če je ta slučajno predrag. Cena z bogato opremo se za takšnega začne pri 25 550 evrih, še malo dražji in seveda še več tehnologije pa pripelje malo kasneje, to pomeni čez kakšen mesec, in tisti bo samopolnilni hibrid z 1,6 litrskim, pa z 2 elektromotorjema in 105 kW moči. Podvozje je v bistvu kar prijetno, se mi ne zdi ne premehko, ne pretrdo, dovolj dober kompromis za vse voznike, ki iščete predvsem uporaben in moderen avto. Dobro, s tem menjalnikom in s toliko moči je vožnja lahko res ležerna, kar naj bi za voznike Mitsubishija v osnovi tudi veljalo. Jaz bi sicer v garaži z veseljem imel še kakšen Evo, pa ga ne dobim več. Zdaj upam, da ste videli tole solzico, imam pa vsaj velik plakat doma, evo, vsaj nekaj. Pri Mitsubishiju so mi povedali še eno zanimivo stvar in sicer, da vozniki želijo vedno več opreme za udobje. Zato je tukaj že od drugega nivoja opreme naprej serijsko ogrevanje volana in sedežev, no pri čisto vseh pa so serijski parkirni senzori, spredaj in zadaj pa vzvratna kamera, da ne zbijete kakšnega klovna za sabo. A si najdu kaj za jesti? Pa nisem, no da id še ti malo pogledat. Mogoče je tamle ali pa tam, ne vem. Tole sploh ne vem, če je odprt. O obliki ASX-a ne rabim kaj dosti. Mogoče sem kakšna malenkost, kot so recimo tele gube na havbi, pa tale maska, ki se pri Mitsubishiju imenuje Dynamic Shield. Luči so že v osnovi polne led, novost za znamko pa je velik napis zadaj, da ga slučajno ne boste zamenjali za kak drug avto. A ja, streha je lahko tudi v črni barvi, 190 evrov stane ta malenkost. Meni se zdi tale dodatek še bolj uporaben. Gumijasto korito z robom za 86 evrov, ker vedno s sabo vlačim neke umazane šuhe, pa se to pol enostavno spuče. Naprimer, takele. Pa mogoče še najbolj pomembna informacija na koncu. 5 let tovarniške garancije pri Mitsubishiju velja tudi na dodatno opremo in pri tem ni pogoj financiranja ali pa kaj podobnega, asistenca je pa tudi vedno vključena. Meni se še posebej dopade, da so tudi paketi opreme sestavljeni zelo premišljeno, tako da tudi dodatne opreme ni kaj dosti za izbrati, ker je že skoraj vse vključeno, posledično pa tudi cena avta ne leti v nebo.